Torej, lepo pozdravljeni, da vidite tudi sliko poleg glasa. Jaz sem Larisa Alanič, prihajam iz podjetja Inovatio, ki smo regionalni distributer za smart programsko opremo in pa tudi strojno opremo. V današnjem webinarju vam bom pokazala, kako uporabiti interaktivni zaslon Smartboard MX, ki ga imate na vaši šoli. Zdaj začeli bomo z samim vklopom zaslona, mogoče ste ga že uporabljali in določene zadeve že poznate, pa vseeno bomo šli od začetka. Torej, desno na interaktivnem zaslonu imate različne gumbe za upravljanje. Če gremo iz desne proti levi, je prvo gumb za vklop zaslona. Zdaj, interaktivni zaslon ima Energy Star certifikat za varčevanje z električno energijo, kar pomeni, da porabi zelo malo energije. Zdaj, med samo uporabo vam ni mus, da ga v bistvu izklopite, lahko ga kar samo pritisnete na tale gumbek, ki je za vklop, in se dejansko tudi zaslon zatemni, v tem načinu pa potem porabi manj energije. Zdaj, tudi kolega je že zapisal v klepet, webinar bomo danes posneli, da si boste lahko še posnetek pogledali tudi po samem webinarju. Tako, zdaj bom nazaj prižgala interaktivni zaslon. Zdaj, tukaj imamo potem dva gumba za upravljanje glasnosti. Zdaj lahko pritiskamo, torej desni je za večanje jakosti, levi pa je za manjšanje jakosti. Lahko pa jakost tudi spreminjamo tukaj s potegom, torej s prstom po tej premici. Potem pa imamo gumbek za pavzo. Zdaj, tale gumbek pride najbolj v poštev, ko bomo imeli povezano napravo, torej računalnik. In pa tudi tale zavesica vam dejansko zatemni zaslon. Tudi to je mogoče bolj praktično pri uporabi vhodnih virov, torej računalnikov. Tukaj imamo potem naslednji gumb, tole pa je gumb za upravljanje s vhodnimi viri. Torej, vhodni viri računalniki, ki so priklopljeni s pomočjo video kablov in pa USB kabla za prenos dotika. Zdaj, do samih vhodnih virov lahko tudi pridete v samem glavnem meniju interaktivnega zaslona pod ikonico vnos. Skrajno levi gumbek pa je v bistvu tale hišica, s pritiskom na tale gumb pa se vedno vrnete v ta domači meni interaktivnega zaslona. Zdaj, sam zaslon ima v bistvu vgrajene zvočnike, tako da ob priklopu računalnika ali pa tudi ob predvajanju videoposnetkov preko spleta se bo zvok normalno predvajal. Zdaj, v magnetnem držalu sta tudi dve pisali. Na levi strani pa imamo nadzorno ploščo za upravljanje z priklopi, in sicer tukaj lahko priključite torej nek gostujoči računalnik, vam bom kasneje pokazala, torej z USB kablom in pa HDMI kablom. To, enaki tale kompletek, pa imate tudi na zadnji strani, kjer lahko priključite svoj računalnik, da vam potem kabli ne visijo povsod po učilnici. Tukaj v moji desni oziroma na vaši levi strani pa imamo potem dva priklopa za priklop USB naprav. Zdaj, če želite USB priključiti na sam Android, to je ta del zaslona, ali pa če želite USB priključiti v računalnik, ki je povezan s kabli, pa potem morate uporabiti tale skrajno levi priklop. Torej, kot sem že omenila, ima interaktivni zaslon v bistvu že en vgrajen računalnik, Android, ki ima na voljo kar nekaj funkcij in aplikacij. Med drugim imamo na voljo aplikacijo digitalne bele table, ki ima v bistvu svoj meni na svoji levi strani. Zdaj, zgornja ikonica je v bistvu, da se vrnemo nazaj v meni. Tale, ta druga ikonica nam omogoča vpis s svojim Google ali Microsoft računom. Kaj nam v bistvu vpis omogoča?
PIS nam omogoča personalizacijo ozadij, torej PIS je zelo praktičen, ko zaslon uporablja več oseb in pa potem, ko se vsak vpiše s svojim računom, ima lahko svoje ozadje in pa svoja gradiva, ki jih je objavil v učilnico oziroma v programsko opremo v oblaku. Torej, tukaj se potem lahko vpišete, torej Gmail, Google oziroma Gmail račun ali Microsoft račun, ki je v vašem primeru račun za AII prijavo. Zdaj se pa bomo vrnili nazaj v digitalno belo tablo. Druga ikonica, pod drugo ikonico dejansko se lahko povežejo z gradivom vaši učenci in spremljajo vse to, kar je na vašem zaslonu, spremljajo na tablicah, računalnikih, telefonih, kratka na napravah, ki imajo dostop do spleta. Gredo na spletno stran hellosmart.com, tole identifikacijsko številko, ki se prikaže na zaslonu, na to pišejo svoje ime in se povežejo z gradivom. Tukaj imate možnost tudi nastaviti tempo lekcije. Kaj to pomeni? Če imate nastavljeno tempo učitelj, potem učenci vidijo v bistvu točno takšno gradivo oziroma vrstni red gradiva, kot ga nastavljate vi na zaslonu. Če pa nastavite tempo lekcije študent oziroma učenec, takrat pa oni lahko skozi gradivo grejo v svojem tempu. Torej je lahko vsak učenec na drugi prosojnici v istem času. Torej to je to. Če želite, da torej učenci na svojih napravah spremljajo gradivo, potem je potrebno pritisniti na začni skupno rabo. Potem naslednja ikonica je v bistvu ikonica za uporabo pisal. V tej aplikaciji lahko pišemo samo s priloženimi pisali, kajti pisalo, tabla oziroma zaslon zaznava torej kot za pisanje, dlan oziroma pest za brisanje, prst pa uporablja v bistvu oziroma zaznava kot miško. Torej, če se vrnem k pisalom, imamo zgoraj, lahko izbiramo torej med običajnim pisalom in pa označevalcem besedila, recimo, če bi imeli v ozadju kakšno besedilo. Tukaj spodaj pa si potem lahko izbiramo debelino pisal. In pa različne barve, torej tukaj so prednastavljene barve, lahko pa beremo tale zadnji krogec s 3 pikicami. Tukaj pa dejansko lahko izbiramo barve po svoji želji in se pomikamo po barvni lestvici. Tako, to je glede rokopisa na interaktivni zaslon. Potem naslednja ikonica se uporablja za označevanje oziroma torej za označevanje določenih predmetov na strani. Naslednja ikonica, zdaj bom dodala novo stran tukaj pod plusek, ne bom vse imela na eni strani. Naslednja ikonica pa je za dodajanje spletnih vsebin. Torej, vi lahko v sami aplikaciji digitalne bele table dodajate vsebino, torej slike ali videe, ki jih v bistvu poiščete preko spletnega brskalnika Bing. Jaz sem pisala recimo Maribor in pa pritisnila na iskanje. In pojavijo se mi viri iz spleta, ki so povezani z mojo vnešeno besedo. Torej sličice, lahko pa izberem tudi izmed videov. Jaz bom izbrala sličico, tako bomo izbrali sličico. Sličica se mi pojavi na prosojnici, zdaj, če jo želim povečati, pritisnem na njo, da se mi okrog nje pojavi en takšen moder pravokotnik. Nato pa lahko tem spodnjim kroglecom v desnem robu povečujem ali pa pomanjšam tole sliko. Tole sliko lahko tudi obračam poljubno in sicer tako, da
pritisnem na tale krogec zgoraj in pa potem lahko sličico obračam. Lahko jo tudi prestavim, zdaj, ko je označena, torej z modro barvo, jo s prstom potegnem na mesto, kjer želim, da je sličica postavljena. Zdaj lahko normalno ob sličici pišem, lahko bi tudi označevala, sila, drava, recimo, ne. Lahko pa tudi stvari, ki so postavljene na prosojnici digitalne bele table, lahko dejansko samo izbrišem, to pomeni, označim del, ki ga želim izbrisati, pritisnem na puščico menija in pritisnem na izbriši. Torej, to je sličica. Zdaj, tako kot sem že prej povedala, se s prsti lahko pomikate po prosojnici, ki je, lahko rečemo, skoraj neskončno velika. Predlagam pa, da prosojnic nimate preveč velikih, kajti boljše je, če vedno dodajate novo prosojnico, da imate lahko tekst oziroma besedilo v čim večji velikosti. Zdaj bomo še dodali video. Tudi video se nam pojavi na strani in ga lahko enako kot sličico, zdaj, če sem pritisnila manj, se mi dejansko pojavi v povečanju oziroma celozaslonskem načinu. Video pa lahko tudi enako kot sličico prestavljam po strani, ga povečam oziroma pomanjšam ali seveda tudi izbrišem. Torej, to so večpredstavnostne datoteke oziroma sličice in videi, ki jih najdemo pod tole ikonico. Pod drugo pa imamo na voljo tudi interaktivne elemente oziroma različne gradnike, ki jih lahko uporabimo na vseh prosojnicah. Bomo šli kar od začetka. Na voljo imamo uro, torej uro v analogni obliki, lahko pa jo prikažemo tudi, zdaj jaz sem pritisnila nanjo dvakrat, da se mi je označila, odprem nastavitve in pa tukaj lahko potem označim, v kakšnem zapisu je, saj lahko tudi tako v analognem kot v digitalnem zapisu. Enako lahko tudi uro prestavljam po strani, se opravičujem, in jo potem postavim na mesto, kjer mislim, da je najprimernejša. Zdaj, poleg ure imamo na voljo tudi interaktivno kocko, ki je lahko v takšni tradicionalni obliki, torej učenci pritisnejo na njo in se potem postavi na določeno število oziroma del kocke, na tak način. Lahko pa kocko uredite po individualni in sicer tako, pritisnila, je potrebno dejansko pritisniti samo na določen del kocke, da se nam odpre in to v bistvu z dvojnim pritiskom. Torej, odprla bom nastavitve, settings, torej tukaj imamo. Lahko je torej tradicionalna kocka, pa jo spremenimo ozadja glede na naše potrebe. Lahko pa vstavimo v te dele tudi besedilo po želji, zdaj v bistvu so se prve črke pojavile, lahko pa bi vi vpisali različne besede. Ko končamo z urejanjem, pritisnemo tukaj na settings in se nam kocka pojavi na mestu, kjer smo jo pustili. Zdaj kocko lahko v bistvu, tako sem že prej povedala, prestavljamo po različnih delih prosojnic. Poleg kocke imamo na voljo tudi spinner oziroma kolo sreče, če ga smem tako imenovati. Vi vpišete v
tele prostorčke, besedilo, lahko zdaj v bistvu so v osnovi 4 prostorčki, 4 deli kroga, lahko pa dodate tudi več s pritiskom na plus, oziroma jih izbrišete s pritiskom na minus. Besedilo dodate tako, da pritisnete tukaj na Add text, nato se pojavi tipkovnica. 1, 3. Tudi barvo lahko spremenim, če pritisnem gor na tale kvadratek. Beseda 2. Ok. Mislim, prehitro pritisnila, bom še ga mogla enkrat urediti. Beseda 3. Zdaj imam svoje kolo sreče, recimo končano, in aktiviram ga tako, da pritisnem tukaj na play in se mi kolo sreče zavrti. Prestavim ga lahko po prosojnici enako kot vse ostale elemente. Poleg tega pa še imamo na voljo tudi časovnik oziroma štoparico, ki jo prav tako lahko uredimo, in sicer lahko nastavimo zvonjenje, odštevalnik, barvo lahko spremenimo in pa tudi izgled. Torej lahko je pravokotnik, lahko pa je v obliki kroga. V bistvu zdaj imamo odštevalnik, lahko dam na nekaj sekundic, da bomo videli, pritisnem play. In se čas odšteva, mislim, da nisem priklopila nobenega zvoka. To pokazala dalje tako, da bo zazvonilo po določenem času. 4 sekunde. In po teh 4 sekundah bi moralo zazvoniti. Če postavite učencem časovno obdobje, v katerem morajo rešiti določene naloge, je to zelo primerni pripomoček. Imate pa tudi na voljo orodje za merjenje, in sicer geotrikotnik, s pomočjo katerega lahko enostavno povlečete ravne črte, lahko ga postavite tudi pod različne kote, pod katerim kotom je potem nastavljen geotrikotnik, se vidi tukaj v tem delu, seveda spet lahko potegnete črto. Geotrikotnik torej spet označim tako, da pritisnem na njega in pa ga lahko tudi izbrišem po potrebi, če ga več ne potrebujem. Poleg geotrikotnika je na voljo tudi kotomer, ki nam omogoča, da lahko izvozite kote. Recimo bomo dali tukaj 51-stopinjski kot, sem tukaj s tole ročico sem povlekla do kota, ki ga želim izvoziti. 90 stopinj recimo, pritisnem na tale krogec in mi kot izvozi. Lahko nastavim, da mi tudi več kotov izvozi, in sicer, zdaj sem prestavila, drugače, če bi prej pritisnila, če ga ne bi gor prestavila, bi mi lahko še izvozilo en kot, recimo, ne vem, 120 stopinjski, in bi recimo morali učenci izračunati razliko v tem delu, koliko recimo meri tale kot. Na voljo pa je tudi ravnilo, s pomočjo katerega lahko tudi povlečete ravne črte in ga prav tako postavljate pod poljuben kot. Zdaj kot pa vidite tukaj. Zdaj piše, da so zgoraj centimetri, spodaj inči, dejansko je to malo v večjem razmerju, kot je 1 centimeter. To so ti gradniki, ki jih najdete tukaj pod tole ikonico. Zdaj, če mogoče se slabše vidi, je ikonica
ikonica izgleda tako. V bistvu so 3 kvadratiki, 4 pa potem, mislim, 3 ravno postavljeni kvadratiki pa en tako. Zdaj, če te ikonice na svojem zaslonu ne najdete, pomeni to, da niste namestili zadnje posodobitve. Vkolikor tega nimate, nam lahko pošljete po mailu, pa vam bomo mi poslali navodila, kako zaslon posodobiti na najnovejšo različico. Kot ste že mogoče vmes opazili, sem dodajala več novih prosojnic. Če pritisnem tukaj na tole ikonico, se mi pojavijo vse prosojnice, ki sem jih pripravila oziroma ustvarila v tem dokumentu. Novo prosojnico pa dodam na tak način, da pritisnem tule na plusek in če želim dodati prazno stran, kot sem jih jaz sedaj med predstavitvijo, pritisnem tukaj na prazno stran. Vsaki prazni strani pa je mogoče spreminjati tudi ozadje, predpripravljena ozadja, ki so v bistvu vedno na tem mestu postavljena. Lahko pa dodam novo stran z različnimi ozadji, kot so torej tabelice, miselni vzorci, skratka, torej največ je različnih tabelic in pa kakšnih grafičnih organizatorjev oziroma prikazov. Dobro je, recimo, da dodamo tole običajni miselni vzorec, v katerega potem lahko normalno pišemo, recimo, interaktivni zaslon. Pa potem lahko v njega dopisujete, lahko dodajate tudi sličice iz spleta. Ta iskalnik mogoče vam lažje najde rezultate, če jih napišete v angleščini, najde pa jih tudi v slovenščini. Pomanjšam sličico, dodam v oblaček. Torej, to je en način, kako lahko dodam novo stran z tovrstnimi ozadji, torej z miselnimi vzorci in tabelami. Lahko pa dodam tudi druge predpripravljene aktivnosti, ki jih najdete tukaj, recimo za poučevanje glasbe, vzgoje, imate notno črtovje in pa različne ključe oziroma vrste not in pa recimo pavz. Potem imamo na voljo črke, abecede, sicer šumnikov na žalost tukaj ni. Potem imamo na voljo recimo prikazi ur, to recimo pride v poštev pri poučevanju na prvi triadi, kjer lahko učenci narišejo. V bistvu sem se zaslona dotaknila s prstom, zato ga je zaznalo kot miško. Fajn je, da pisalo lepo primemo in potem povlečemo, brez da se naslanjamo v vzrok. Tako, recimo, 13:30, pa potem učenci narišejo v analogni način ure in pa potem digitalni, recimo, nekaj izmed teh primerov. Naslednji zadeva, ki jo lahko dodate tudi pod prosojnico, je predpripravljena aktivnost Zakriči na ves glas. To je aktivnost za zbiranje, recimo, mnenj učencev oziroma odgovorov. Torej, učenci se, tako kot sem že prej zgoraj omenila, povežejo z gradivom. Z gradivom. Samo malo, da mi naloži. Zdaj, ta del je potem odvisen hitrost tega, odvisna od hitrosti interneta, ki ga imate v učilnici. Lahko tudi vi poskusite na vaših računalnikih doma, tudi zdaj.
greste na spletno stran hellosmart.com, se prijavite torej kot učenec, lahko kot gost, da se ne boste rabili vpisovati s svojim mailom. Vpišete tole identifikacijsko številko, v mojem primeru je 733865. Pišete identifikacijsko številko, potem pa se vam pojavi en takšen območje, kvadratek, v katerega vpišete neko besedilo. Zdaj v tem primeru bi lahko jaz vam dala nalogo, da mi pošljete, iz katere šole prihajate, recimo prispevek. In če bi vi to storili, bi se meni tukaj na zaslonu pojavilo, ne vem, gospa, da mi je poslala gospa Reska, če bi vpisala svoje ime, zdaj se je pisal sodelavec Marko, ki tukaj vidimo, da se je vpisal, lahko tudi imena skrijem, kar pomeni, da se ne bo tukaj videlo, kdo je napisal, lahko pa seveda imena prikažem in se vidijo prve 3 črke imena Marko. Zdaj tukaj se sicer vidi bolj na malo, ampak lahko tudi 2-krat pritisnem na tale prispevek in se v bistvu pojavi na veliko. Če bi jih bilo več, prosim Marko, če še nekaj napišeš, da bomo videli, kako se lahko pomikamo med več prispevki, ki so bili poslani na interaktivni zaslon. Samo trenutek, da bom šla ven iz tega pogleda, da je še napisal test. Torej, še več zadev je napisal, tako zdaj pritisnem na besedilo, ki ga je poslal. Med različnimi, pa torej, da jih lahko na veliko spremljamo, pa se premikamo s tema 2 puščicama, torej levo in desno. In ko želimo iz tega pogleda ven, pritisnemo tukaj na X. Kot ste opazili, je Marko poslal 3 neka besedila, 3 odgovore, ker imam tukaj nastavljeno, da lahko samo 3 pošlje. Da pa jih lahko več pošlje, pa vam bom pokazala v nadaljevanju, ko bom vam prikazala tudi aplikacije, ki so lahko nameščene na računalniku. Tam seveda lahko učenec pošlje veliko več teh prispevkov. Ker recimo, če imate razred z 20 učenci in če že vsak pošlje po 3 prispevke, je to v bistvu kar zapolnjena površina potem. Torej, aktivnost Zakriči na ves glas najdete tule pod dodajanje strani in pa Zakriči na ves glas. To je v bistvu del oziroma aplikacija digitalna bela tabla. Torej, zdaj nazaj v meni samega zaslona se lahko vrnem torej s pritiskom na tale gumbek, hišico, ali pa pritisnem tukaj na gumbek nazaj. Oziroma tukaj. Zdaj gradiva, vsa gradiva, ki jih vi ustvarite v aplikaciji digitalne bele table, se vam shranijo in sicer se vam shranijo kot nedavne datoteke, ki jih najdete tudi na tem osnovnem meniju, torej v tem glavnem meniju, lahko pa jih najdete tudi pod mapico datoteke, kjer se vam kronološko zlagajo vse datoteke, ki ste jih ustvarili. Same datotekice lahko tudi preimenujete, lahko pa si datoteke digitalne bele table shranite na USB ključek in jih potem odprete tudi na računalniku. Torej, te datotekice vam shrani v PDF, ki jih lahko torej pozneje tudi pošljete svojim učencem. Kako jih shranite na USB, pa vam bom takoj pokazala. Torej, da jih shranite na USB ključek, potrebujete ključek, ki ga daste v tole desno režo, kjer je narisan zaslon. Priklopite knjižico, ok. Zdaj pa označite datoteko. Datoteko označite tako, da 2-krat pritisnete na njo in se vam
okrog nje pojavi moder kvadratek oziroma pravokotnik, lahko pa označim tudi več datotek. Ko imam izbrane vse datoteke, ki sem jih želela izvoziti na USB, pritisnem izvozi na USB. Zdaj se mi kreira torej PDF datoteka, ki se mi shrani na moj ključek. Ko bom pozneje povezala svoj računalnik na interaktivni zaslon, vam bom tudi pokazala, kako izgleda tale datoteka, ki mi jo je shranilo na ključek. Da lahko enostavno izključim. Tako, zdaj sem vam najprej pokazala digitalno belo tablo, torej, kjer najdete svoje datoteke, v kateri mapici. Zdaj datoteke lahko tudi preimenujete. Trenutek, spet se pritisnete na datoteko in pa dvakrat pritisnete na ime in lahko tudi datoteko preimenujete, recimo, ne vem, snov 1. Tako, in potem najdete pod imenom snov 1. Lahko pa tudi datoteke izbrišete na enak način, označite in pritisnete na izbriši. Torej, to so bile mapice datotek, naslednja mapica so aplikacije. Na samem interaktivnem zaslonu so že nameščene različne aplikacije. Zdaj sem vam pokazala digitalno belo tablo, potem imate predvajalnik, glasba, lahko pa dodate tudi svoje aplikacije. Ali pa pri zaslonu imate zraven tudi daljinski upravljalnik, imate možnost pritiska na screenshot, torej na posnetek zaslona, ki ga lahko kjerkoli naredite. Tiste screenshote oziroma posnetke zaslona pa najdete v sami galeriji. Torej, kot sem že omenila, pa lahko dodate tudi svoje aplikacije oziroma povezave na spletne strani ali pa Microsoftove programe oziroma videokonferenčne sisteme, kot so na primer Zoom, ali pa pregledovalnik PDF-ov v PPS Office ali pregledovalnik video, VLC in tako naprej. Torej, za pregled teh zadev stavite v tole režo USB datoteko in jo odprete v enem izmed teh aplikacij. Ampak prvo jo morate prenesti s pritiskom na tole puščico. Torej, to so aplikacije, ki so na voljo na interaktivnem zaslonu. Naslednja mapica oziroma možnost interaktivnega zaslona je vnos, torej priklop zunanjih naprav, računalnikov. To bom pokazala v nadaljevanju. Vrnem se nazaj na domači zaslon s pritiskom na tipko tole hišica. Potem naslednja možnost je skupna raba zaslona. Skupna raba zaslona se uporablja za brezžično deljenje vsebine iz naprav učencev oziroma iz različnih naprav, torej iz računalnikov, iz telefonov in pa iz tablic. Torej, vsebina se lahko na interaktivni zaslon deli s pomočjo nameščene aplikacije Smart Screenshare. V današnjem mailu po webinarju vam bom tudi poslala povezavo, kjer si lahko prenesete tole aplikacijo. Če pa vam telefon omogoča, pa lahko tudi brez namestitve aplikacije delite vsebino zaslona oziroma naprave na zaslon. Kaj je pomembno? V bistvu pomemben dejavnik, da lahko sploh vsebino brezžično delite na interaktivni zaslon je ta, da morate biti v enakem Wi-Fi omrežju, torej v enakem brezžičnem omrežju. Zdaj vam bom pokazala, kako lahko delimo torej vsebino telefona oziroma tablice na interaktivni zaslon. Povezana sem že oziroma bom z brezžičnim omrežjem, imenovanim v mojem primeru inovacijo.
Potem bom recimo v mojem primeru na mojem telefonu pritisnem na Smart View, torej to je recimo na Samsungih, takšen pogled, Smart View. Potem pa se mi že pojavijo različni zasloni. V mojem primeru je Demo MX2. In pa začnem z predvajanjem. Zdaj se mi bo tukaj zgoraj pojavila slika moje naprave na interaktivnem zaslonu. Sedaj pa lahko vse, kar delam na svojem telefonu, se mi pojavi tukaj na interaktivnem zaslonu, recimo. In se mi tudi zvok iz telefona pojavi na interaktivnem zaslonu. Potem zvok nastavljam, kako želim. Idem povezavo. Zdaj pa še bi vam rada pokazala, na kakšen način pa se lahko povežem z aplikacijo Smart Screen Share, ki jo imam nameščeno na telefonu. Tudi v tem primeru sem povezana z istim omrežjem. Pritisnem na QR kodico, da mi bo lahko kodico poskenirala. Vpisala mi je tale IP naslov, torej če nimate možnosti poskenirati, lahko prepišete tale IP naslov. In pa za deljenje, začetek deljenja zaslona pritisnete na tale krogec tukaj. Začni zdaj. In imam že sličico svoje naprave tukaj na zaslonu. Lahko pa še vam prikažem en primer, in sicer, kako izgleda, če se prijavi na zaslon oziroma če vsebino zaslona na svoje naprave deli več oseb hkrati. Torej, zdaj bom jaz delila svojo vsebino in pa še svojega sodelavca Markota bom prosila, da tudi on deli vsebino svoje naprave, torej tablice oziroma telefona na interaktivni zaslon. Torej, spet bom šla pod Smart View na mojem telefonu, drugače pa recimo pri Applovih napravah imate, samo trenutek, pri Applovih napravah moraš pritisniti na, kako se imenuje, pri vas imamo? AirPlay. Torej, pri Applovih napravah se pritisne na napravi AirPlay. V mojem primeru pa imam jaz torej na Android napravi, torej na Samsungu imam Smart View. Recimo na drugih napravah pa imate tudi pod Miracast. Lahko s pomočjo Miracasta delite vsebino na interaktivni zaslon. Zdaj bomo povezali svoje naprave. Zdaj, tako kot sem rekla, je že odvisno od hitrosti interneta. Danes nas mogoče malo heca. Povezave. Zdaj, v bistvu, tu se vidi Miracast device, tu sem jaz. Če pa še bi recimo se kdo drugi vpisal, pa bi potem bile tukaj, recimo lahko se maksimalno delijo štiri naprave naenkrat, s tem, da preko Miracasta, torej preko Androida, samo ena povezava naenkrat. Če pa so recimo Applove naprave, pa lahko tudi več naprav hkrati in pa potem pritisnete na celotno vsebino, se vrnete nazaj, pritisnete na drugo vsebino, se spet vrnete s pomočjo pritiska na puščico nazaj in se tako pomikate po napravah. Zdaj recimo, da je tukaj nekdo prikazal neko sličico. Recimo tole. Potem lahko vi tudi tukaj čez nekaj napišete in posnetek tega seveda shranite v metdatoteke na interaktivnem zaslonu. Torej, zdaj, ko sem jaz preko napisala, se v bistvu preko celotne slike te povezane naprave pojavil en takšen layer oziroma
ena plast, preko katere potem lahko pišem. In ko sem z pisanjem zaključila in želim datoteko shraniti oziroma iti ven iz tega pogleda, pritisnem na tale X v desni strani zaslona in pritisnem na prekliči, če ne želim. Če ne želim shraniti, pritisnem na zavrzi in če želim tale posnetek shraniti, pritisnem na shrani in se mi ta pojavi v knjižnici datotek. Zdaj pa lahko spet karkoli delam po svojem telefonu in se vidi tukaj na interaktivnem zaslonu. Zdaj bom prekinila povezavo, tako da bo tukaj tudi izginilo. In se bom vrnila v osnovni meni interaktivnega zaslona. Med drugim še vam nisem pokazala aplikacije spletnega brskalnika, ki jo najdete tukaj. Zdaj mi jo imamo tudi narejeno kot priljubljene. Lahko brez tega, da priklopite torej svoj računalnik, brskate po spletu, po spletnih vsebinah, tudi preko spletnih strani lahko dopisujete in posnetke lahko shranite v knjižnico gradiv. Zdaj v bistvu lahko odpirate tudi več strani hkrati. Zdaj se pa bom vrnila nazaj v meni, kjer bom odprla knjižnico datotek, da boste videli, kam so se mi shranile datoteke. Torej, screenshoti oziroma posnetki zaslona iz spleta, torej to zgoraj, in pa posnetek zaslona, ko sem delila vsebino svojega telefona na interaktivni zaslon. Enega od teh dveh bom odprla. Torej, zdaj mi ga odpre. Tukaj lahko jaz spet urejam, torej lahko brišem to, kaj sem dopisala, lahko tudi nekaj novega dopišem, lahko spremenim barvo. In potem pišem, rišem, karkoli delam, vse na koncu seveda spet hrani in to lahko kadarkoli uporabim. Torej, to je predstavljen Android, ki je nameščen na računalniku. Poleg tega pa jaz lahko priključim, kot sem že omenila, 4 naprave. 4 naprave, jaz bom povezala svoj prenosni računalnik, ki ga imam tukaj na mizi. Torej, jaz bom ga priklopila spredaj, enaka možnost pa je tudi za priklop zadaj. Priklopila bom torej video, audio kabel HDMI in pa USB kabel za prenos dotika. Torej, ta prvi kabel prenaša sliko in pa zvok, ta drugi pa prenaša to, da lahko vi dotikom, torej s prsti, s pisali upravljate povezani računalnik. Torej, kot ste že opazili, se mi je tukaj pojavila sličica zaslonskega računalnika. Lahko pa, če bi še imela seveda druge računalnike priklopljene na drugih klopih zadaj, bi se mi še predogled tistih naprav pojavil na enem izmed teh sličic. Zdaj recimo, če imate vi vedno na enem vhodu, torej recimo ali spredaj ali zadaj, priklopljeno svojo napravo. V tem primeru jaz imam tukaj spredaj in je HDMI 3. Potem si lahko naredite bližnjico s pritiskom na tole zvezdico. Torej, ko se tale obarva, se vam vedno tale vhod pojavi tukaj med priljubljene. Torej, če vi uporabljate Android, tukaj belo tablo, pa tudi svoj računalnik, boste vedno vse imeli na enem mestu, tukaj samo pritisnete na HDMI 3 in se povežete na svoj računalnik. Torej, tukaj imam seveda odprti klepet. Lahko postavite vprašanje, če se vam je kakšno pojavilo med predstavitvijo.
Lahko si vklopite tudi zvočnik oziroma mikrofon, pa v bistvu vprašanje, kar vprašate in vam bom seveda želeno pokazala in ponovno tudi pravila. Zdaj, ko imamo povezan računalnik, lahko tudi s pomočjo, lahko računalnik torej upravljamo s prsti oziroma pišemo preko več aplikacij. Na primer, če uporabljate PowerPoint, lahko preko vseh prosojnic v PowerPointu tudi pišete, dopisujete svoje zapiske, zapiske pa si potem tudi shranite in jih kadarkoli uporabite. Za dopisovanje morate imeti datoteko oziroma PowerPoint predstavitev v načinu diaprojekcije. Potem se vam tukaj pojavi ena orodna vrstica, imenovana Smart Ink, ki vam omogoča, da vi preko prosojnic pišete oziroma rišete. Pišete oziroma rišete, lahko pa vam omogoča tudi, da se pomikate med samimi prosojnicami ali pa da greste ven iz načina diaprojekcije. Pritiskom na sredini, torej na te 3 pikice, pa lahko tudi spreminjate barvo in debelino pisala. Tukaj je nekaj prednastavljenih barv, ki jih lahko enostavno spreminjate. S pritiskom na tole spodaj prosojnico pa lahko dodate novo prazno stran, recimo če v sklopu predstavitve ugotovite, da potrebujete prazno stran, da učencem nekaj dodatno razložite, torej da nekaj, da recimo narišete nekšen miselni vzorec oziroma kakšen graf, potem lahko dodate novo stran, lahko pa tudi samo prosojnico zajamete, torej posnetek prosojnice in jo shranite, da jo lahko potem tudi uporabite. Potem se lahko seveda pomikate po vseh pripravljenih prosojnicah. Tukaj se tudi vidi, na kateri prosojnici ste in koliko jih je vseh skupaj. Jaz sem zdaj na prosojnici 4 od 5. Potem bi lahko recimo na tej prosojnici prikazovala, kakšna je perspektiva, v katero smer grejo kakšne linije. Ne vem, označevala bi tukaj, recimo bi lahko razložila barvno perspektivo, z uporabo toplih barv, recimo. Potem bi si vzela recimo eno zeleno barvo, pokazala v tem delu je avtor uporabil hladne barve in tako naprej. Torej, veliko bolj aktivno predstavitev naredim, če lahko po svoji prosojnici dopisujem in si na tak način učenci tudi veliko lažje zapomnijo. Torej, potem grem spet na naslednjo stran. In ko sem na koncu predstavitve, se tudi diaprojekcija zapre in se mi vse prosojnice pojavijo tukaj. In tudi tukaj potem lahko opazite, da so vsi zapiski, ki ste jih zapisali med samo predstavitvijo, v prosojnicah ostali. Tako lahko pa tudi predstavitev z vsemi zapiski shranite na svoj računalnik in jih potem tudi kadarkoli uporabite. Poimenujem svoj datoteko z zapiski. Ko to napišem, shranim in datoteka se mi shrani na računalnik in ko jo znova odprem, se mi vsi zapiski na prosojnicah pojavijo. Torej, pišem lahko preko PowerPointa, lahko tudi pišem preko
PDF-a, PDF datotek, to pomeni, recimo, vi imate tole, recimo, da je učni list, potem pa lahko učenci enostavno vzamejo pisalo. Tukaj ste mogoče že opazili, da je en takšen krogec. To je v bistvu Smart Ink, eno orodje, ki vam omogoča pisanje preko vsega, kar je na računalniku, torej preko PDF-ov, preko spletnih strani, preko datotek na računalniku, skratka preko vsega, kar je na računalniku. Torej, pritiskom na tale krogec lahko spreminjam barve pisala. Če tukaj desno izberem, lahko tudi barve poljubno si nastavljam, katerokoli v barvnem krogu recimo. Lahko si izbiram, kakšno vrsto pisala želim, ali navadno, ali označevalec besedila in pa seveda opravičujem debelino pisala in pa potem tudi tukaj še se lahko več debelin izbirate. Torej, ko imam izbrano barvo in pa debelino pisala, potem lahko, recimo, če bi tukaj imela z nekaj reševati, bi napisala recimo nekaj zraven. Recimo, potem pa, ko se prestavljam po dokumentu, zdaj ta dokument ima samo eno stran, ostanejo zapiski točno tam, kjer sem jih zapisala. Zdaj, če bi bilo več strani, se lahko postavila na drugo stran in tudi tam nekaj recimo zapisala. Upisala v, recimo, če bi imeli okvirčke, kjer je potrebno pisati rešitve učnega lista. To je recimo pisanje v Adobe Acrobat Readerju, torej pisanje preko PDF datotek. Zdaj bom odprla spletno stran. Imamo e-učitelj, ki sem jo danes že enkrat odprla. Tudi preko spletnih strani je mogoče pisati. Če grem na drugo stran, se zapiski ne prenesejo na drugo stran, lahko spet na drugi strani nekaj dopisujem. In če spet grem na drugo stran, nazaj se vrnem, ostanejo zapiski točno tam, kjer sem jih postavila. Zdaj, tole orodje, Smart Ink, ki mi je zdaj nekam pobegnilo. Tako tole je. Orodje Smart Ink pa ne omogoča samo pisanja, kjerkoli na računalniku, ampak ima tudi druga orodja. Druga orodja pa najdete pod tole torbico. In sicer ena svetilka, ki nam osvetli določen del zaslona oziroma datoteke, aplikacije, ki jo imamo odprto. Velikost lahko poljubno spreminjamo in pa tale krogec pomikamo kjerkoli po aplikaciji, ki jo imamo odprto, da izpostavimo najpomembnejše elemente, ki jih želimo seveda učencem predstaviti. Torej, svetilka. Potem imamo na voljo tudi povečevalno lupico, ki jo lahko prav tako na strani pomikamo in pa seveda stvari poljubno povečujemo. Ta zadeva je ustrezna največkrat takrat, ko so recimo nekšne sličice veliko manjše in bi želeli povečati, da bi jih učenci lažje videli. Tole, potem pa še imamo več orodij, in sicer zavesico, ki nam predstavlja podobno situacijo kot na starih grafoskopih, torej da lahko zadeve sproti odkrivate. Lahko bi recimo imeli tukaj snov, pa bi učencem postopoma odkrivali zadeve in jim razlagali. Odkrivate lahko iz vseh strani, torej od zgoraj, spodaj in pa od strani. Tole zavesico, če jo smem tako imenovati, pa lahko tudi barvno spreminjate. S pritiskom na zavesico se potem tudi same barve spreminjajo. Tole, potem
Potem pa še imamo možnost zajema zaslonske slike, in sicer 4 načine, kako recimo zajeti zaslonsko sliko, kjerkoli tudi na računalniku. In sicer prva možnost je, da zajamete samo določen del sličice, recimo, dobro, da je že tukaj nekaj predstavilo, bomo dali 19. Tole. Tako sličica se mi zajame, posname, zdaj pa lahko shranim poljubno kam. Torej, lahko jo pošljem v odložišče, kar pomeni, da lahko v drugem programu pritisnem na prilepi in se mi bo sličica prilepila v program. Druge možnosti pa so, da mi tole sličico pošlje v stran v notebooku, lahko mi jo shrani na namizje, torej kreira se mi mapica zajem, pa se mi sličica shrani na namizje, lahko pa si sama izberem lokacijo, kam želim, da se mi sličica shrani. Tako, potem imam drugo možnost za zajem zaslona, to pomeni, da se mi zajame celotno območje zaslona. Bom shranila. Tretja možnost je, da se mi shrani samo okno, ki ga želim zajeti. Zdaj imam jaz odprtih več oken. Bom dala tole, tu spodaj dala, da bo to shranilo. Lahko pa zajamem samo določen del zaslona, ki pa je nepravilne oblike. Shrani na namizje. Zdaj tukaj vidite, da mi že nekaj utripa. To pa je to, da so mi datoteke shranjene v tole mapico, zajem na namizju, se mi je v bistvu mapica samodejno odprla. Zdaj bom pokazala svoje sličice. Torej, to je bil prvi način zajema slike, samo določeno območje v obliki pravokotnika. Tukaj mi je, torej druga ikonica mi je zajela celotno področje zaslona mojega računalnika. Tretja možnost, samo okence, ki sem ga označila, sem v tem primeru označila samo tole Windows okence, mi je tole zajela. In pa zadnja možnost, ko sem naredila nepravilno obliko in se mi je seveda zajelo območje zaslona v nepravilni obliki. Torej, to je to plavajoče orodje Smart Ink. Poleg Smart Inka pa se vam na računalniku tudi pojavi Smart Ink oziroma Smart orodje tukaj, v opravilni vrstici sistema Windows. Tudi tukaj imate na voljo različna orodja, in sicer snemalnik, ki vam omogoča snemanje zaslonske slike, in pa če imate priklopljen mikrofon, tako kot zdaj jaz, oziroma ali uporabljate prenosni računalnik, ki ima že vgrajen mikrofon, lahko tudi posnamete torej celotno sliko, ki se dogaja na zaslonu, in pa zvok. To je recimo zelo primerno orodje za snemanje videov pri poučevanju na daljavo. Potem imate tipkovnico, orodno vrstico za zajem zaslona, to je enako, kot sem vam jo kazala tukaj. Za temnitev zaslona, tudi to je tista zavesica, ki sem vam jo tam kazala. Ospredje, to pa je dejansko tisto, ki nam je orodje za povečevanje. Torej, ta orodja najdete tukaj v opravilni vrstici Windows, pod ikonico Smart, ki je moder kvadratek z belim krogom na sredini. Če se vrnem nazaj na pisanje, vi lahko pišete kjerkoli po zaslonu, torej lahko pišete na namizju. Lahko odprete eno sličico, pa pišete preko sličice, recimo, brišete spet z dlanjo. Potem lahko odprete katerikoli program, lahko pišem potem
Zdaj, če si želim to shraniti, recimo to mojo čečkarijo, ali pa lahko nekaj bolj smiselnega napišem, uporabili bomo to datoteko, to datoteko, to datoteko, recimo, da učencem pripravljate nekakšna navodila, poslikate in shranite na namizje in se vam potem, tudi ko tole izbrišete, se vam ličica s temi zapiski shrani v mapico zajem. Torej, to vam vse omogoča orodje Smart Ink. Zdaj bom jaz tole kamero, kjer mene vidite, ugasnila in bom naredila deljenje zaslona mojega računalnika, kjer vam bom pokazala delovanje programske opreme Smart Notebook, ki ste jo prejeli, ko ste kupili interaktivni zaslon Smartboard NX. Torej, dam si mikrofon nekoliko bliže, da boste me v redu slišali. Zdaj boste sicer tudi na majhno zaslon videli v ozadju. Zdaj bi morali videti vse, kaj se dogaja na mojem zaslonu. Izobraževanje, samo trenutek, da preverim, če v redu vidite. Ko vidim, da zadeva deluje, zdaj se mi odpira programska oprema Smart Notebook oziroma Smart Learning Suite. To je programska oprema, ki je namenjena uporabi z interaktivnim zaslonom Smart. Kako sem že omenila? Ker sem odprla dve datoteki hkrati, ni problema. Torej, odpira se mi programska oprema. Smart Notebook, ki je največkrat nagrajena programska oprema za šolstvo na svetu. Nadgrajujejo jo že skoraj oziroma že 30 let. In je, kot sem omenila, posebej namenjena uporabi v šolstvu, v šoli, torej, ne. Tako uporabi na osnovni kot v srednjih šolah. Naj vas ne zmotim, ta datoteka se je meni en čas odpirala, zato ker imam not skoraj 100 prosojnic. Zato se mi je tudi dlje časa odpirala. Zdaj na tej moji prvi prosojnici vidite tudi mail, na katerega lahko kadarkoli pošljete, če imate kakšno vprašanje v zvezi z uporabo interaktivnega zaslona ali pa te omenjene programske opreme, ki jo sedaj uporabljamo. To je programska oprema, ki ima podobno kot ostale programske opreme za prezentacije na voljo kreiranje prosojnic, tako kot recimo v samem PowerPointu, in pa ostala orodja, ki vam olajšajo poučevanje pri vseh predmetih. Tako. Torej, če grem v samo predstavitev programske opreme, imamo v paketu, torej vi ste dobili Smart Learning Suite licenco, ki jo lahko uporabljate tako z namestitvijo na računalniku, te programske opreme, ki jo sedaj vidite, ali pa programsko opremo uporabljate v oblaku, kjerkoli in kadarkoli. Zdaj, jaz vam bom danes v tej kratki predstavitvi predstavila samo tole Smart Notebook, torej programsko opremo nameščeno na računalniku. Če
koga od vas zanima o programski opremi v oblaku kaj več, pa se lahko na naši spletni strani iučitelj.si pregleda posnetke preteklih webinarjev, kjer smo predstavili delovanje te programske opreme, ki je kar nekaj učiteljem olajšala poučevanje na daljavo v začetnih mesecih tega koledarskega leta. Tukaj imamo tudi na tej prosojnici na kratko opisano obe različici programske opreme. Zdaj, to datoteko, ki vam jo zdaj prikazujem, vam bom tudi poslala, da si boste lahko doma v miru vse prebrali in pogledali, če bi vas seveda zanimalo. Torej, programska oprema, kot sem že prej omenila, omogoča različne metode poučevanja, tudi recimo igrifikacijo pri pouku, ki je kot znano dobra motivatorka učencev, tako da se s pomočjo igrifikacije učenci lahko veliko več zapomnijo kot z standardnimi metodami poučevanja. Omogoča tudi uporabo naprav učencev, torej uporabo računalnikov, tablic in pa telefonov. Hkrati pa omogoča tudi programska oprema pogled v znanje vaših učencev. Tudi to vam bom na kratko v nadaljnjih 20 minutah tudi predstavila. Torej, programska oprema ima na voljo veliko različnih orodij, orodje za matematiko, kot so recimo GeoGebra, potem orodje za formativno spremljanje, orodje z didaktičnimi oziroma predloge didaktičnih iger in tako naprej. Zdaj, imamo dve orodni vrstici. Ena je na levi strani zaslona oziroma lahko se po potrebi prestavi tudi na desno stran. Potem pa imamo zgornjo orodno vrstico, ki jo lahko tudi po potrebi prestavljamo gor in dol. Zdaj, tukaj na prosojnici je seveda predstavljeno, kaj določena ikonica obeh orodnih vrstic omogočata. In pa tudi tukaj imamo na voljo tole zavesico, ki deluje na enak način, kot sem vam ga predstavila prej. Tako. Potem je v sami programski opremi na voljo galerija z več kot 6500 datotekami. To so sličice, interaktivni elementi, 3D objekti, različne teme, ozadje in tako naprej. Galerijo najdete torej tukaj ob strani in ima svoje elemente razvrščene glede na, lahko rečemo, na učne predmete. Torej, recimo, če izberemo geografijo, imamo na voljo skoraj 900 sličic z raznimi zemljevidi, zastavami in tako naprej. Torej, tu najdemo pod sličice glede na vsak predmet, lahko pa tudi vidimo vse sličice v enem pogledu. Torej, na voljo je več kot 5236 sličic. Imamo tudi več predstavnostne oziroma interaktivne elemente, torej recimo tale element, ki ima tudi zvočno podlago. Če ga vi ne slišite, jaz ga tukaj slišim. Potem imamo na voljo tudi že pripravljene aktivnosti v notebooku, ki so jih pripravili drugi učitelji, in pa različna ozadja. Recimo tukaj imate tudi različne mreže, črte, recimo za poučevanje v nižjih razredih, ko učite pisati, tudi not načrtuje nekje in tako naprej. Torej, to najdete v galeriji pod osnove galerije. Na voljo pa so tudi drugi interaktivni elementi, ki jih najdete tudi v galeriji, ampak pod tole mapico Lesson Activity Examples. Torej, tukaj imamo interaktivne in več predstavnostne elemente. Torej,
ura, interaktivna kocka, tale spinner oziroma kolo sreče, časovnik in pa tale skriti tebe. Torej, te elemente, delovanje elementov sem vam že pokazala prej, ko sem uporabljala interaktivni zaslon, v bistvu delujejo na čist enak način kot tam v Androidu interaktivnega zaslona, tudi jih lahko na čist enak način tudi urejate, zato tega zdaj tukaj ne bom kazala. S tem, da še je tukaj ena razlika, to se bom vrnila, tukaj je kocka na voljo, v kocko lahko vpišete, tako sem že prej povedala, besedilo, lahko pa vstavite v tem primeru tudi sličice. S tem se vam sličica pojavi tukaj na sredini kocke. V redu. Galerija, dodate lahko tudi razne pripomke, povezave, drugače pa imamo na voljo tudi različne dodatke, in sicer iskalnik videov, iskalnik slik, snemalnik in pa GeoGebra integrirana. Zdaj na hitro bom opisala vsakega izmed teh orodij. Najdemo jih ob strani pod ikonico dodatkov. In pa potem, torej, tukaj imamo iskalnik slik po spletu, vpišete iskalno besedo, Slovenija, kot imam tudi na prosojnici, in mi tukaj najde različne iskalne mize. Ko imam sličico, ki jo želim uporabiti izbrano, pritisnem nanjo in jo povlečem na samo prosojnico. Če ste opazili, se na prosojnici pojavi na sličici tudi en takšen cvet, ikonica spletnega brskalnika. To pomeni, da ima vsaka sličica, ki jo vi prenesete z tega brskalnika, tudi že integriran vir, od kod je bila povzeta. Zdaj, če pritisnem na njo, se mi pojavi točno na spletni strani, kjer je bila povzeta. Tako da nimate več potem težav z navajanjem virov pri sami prezentaciji. Zdaj, samo sličico lahko tudi shranite v svojo galerijo kot vaše vsebine in jo kadarkoli potem tudi uporabite. Sličico pritisnete na njo in jo, seveda, ko imate odprto galerijo, povlečete vanjo in jo najdete nekje med sličicami. Zdaj, jaz nekaj več shranjenih, evo, tale tukaj je ta sličica, ki sem jo zdaj shranila, lahko jo tudi preimenujem, Bled, in je zdaj shranjena v moji galeriji pod Bled, in že tukaj zgoraj v iskalnik pišem Bled, in bi moralo sličico najti v moji galeriji, evo, tako je, in pa tudi vir se zraven shranjen. Torej, to je iskanje slik s pomočjo tega integriranega iskalnika in pa tudi shranjevanje le-teh v svojo galerijo. Poleg tega pa imamo tudi iskalnik videov, in sicer iskalnik videov s pomočjo baze Bing. Spet pišete, odprete tale iskalnik, pišete iskalno besedo, recimo človeška ribica. Mi seveda poišče po bazi Bing, torej videe, kjer si lahko tudi predogledam vsak video. In pa recimo, če vem, kateri video je to, ga izberem, torej ta, ki je izbran, je spet obarvan modro. Nato pa pritisnem na dodaj video posnetek. Video posnetek se mi nato pojavi na prosojnici, zdaj sicer jaz nisem imela prazne prosojnice, pa vendar jaz lahko ob prosojnici potem seveda, če sem na interaktivnem zaslonu, nekaj pišem. Jaz sem sicer sedaj vam kažem to z miško na računalniku, zato mi je veliko težje pisati. Če pa bi uporabila seveda interaktivni zaslon,
Tole pa seveda pišem preko interaktivnega zaslona, kar je potem tudi veliko lažje. Ko lahko vi recimo video posnetke postavite na prosojnico in ob njih recimo sproti zapisujete zapiske, kaj se je recimo v videu dogajalo. In vse, kaj se je dogajalo v videu, dejansko oziroma vsi zapiski, ki ste jih vi zapisali in video, vse skupaj ostane na prosojnici, tudi kadar vi vso gradivo shranite. Bom pokazala. Če se vrnem nazaj na stran, bo se spet pojavil video in tudi zapiski so ostali. To še v bistvu ena možnost izmed teh dodatkov, ki je danes ne bom predstavljala. Zdaj sicer ne vem, kaj poučujete, ampak tu še eno orodje za matematiko in sicer GeoGebra. GeoGebra je matematični program za risanje premic in koordinatne sisteme. Najdemo ga tudi med dodatki in sicer, kjer lahko iščemo po spletnih materialih v bazi GeoGebri ali pa odpremo pripomoček GeoGebra. Narišemo torej premico, recimo x je y kvadrat, to da jaz spet pišem na interaktivnem zaslonu. Samo tole mi je označilo, torej x je enako y, še enkrat, x je enako y, zdaj pa bom tole s prsti povlekla na sredino koordinatnega sistema in mi bo sama GeoGebra narisala točen graf te enačbe. Torej, to je recimo GeoGebra, drugače pa so še na voljo drugi pripomočki, ki so zgornji orodni vrstici, tudi pod enako ikonico, tale paliček, kjer pa imate tudi na voljo orodje za pisanje enačb, ki vam omogoča, da vi, ko pišete po interaktivnem zaslonu, pi r kvadrat, vam zapisano pretvori v digitalno obliko. Kar pomeni, ko imate enkrat v digitalni obliki, lahko to tudi potem skopirate v druge programe, recimo v Word. Torej, to vam pretvori zapisano enačbo v digitalno obliko. Poleg tega, da imate to orodje, pa lahko tudi vi pišete po prosojnici, pa vam tudi zapisano, torej rokopis pretvori v digitalno obliko. Tudi zapisano vam lahko pretvori v digitalno obliko. Torej, jaz sem tukaj zapisala, da bom napisala recimo češnja. Zapisala sem češnja, pritisnem na tale zapis, odprem meni in pa tukaj vidim, da mi je prepoznalo zapis češnja, pritisnem gor, da sicer je bilo zelo veliko in mi potem prepiše. Tako. Tukaj lahko gremo naprej, to smo že predstavili. Potem pa imamo še orodje za enostavno pripravo miselnih vzorcev. Zdaj, kaj to pomeni? To so takšni digitalni, interaktivni miselni vzorci, ki jih lahko sproti tudi prestavljate in vsi elementi miselnega vzorca vedno ostanejo povezani. Kako to narediti? Vam bom pokazala na naslednji prosojnici. In sicer tukaj zgoraj med dodatki bom odprla orodje za miselne vzorce. Zdaj se mi je pojavil en takšen vijoličen pravokotnik, na katerega sem z miško dvakrat kliknila, lahko bi tudi s prstom, in bom zapisala neko ključno besedo, recimo seminar. Zdaj imam zapisano seminar. Zdaj pa bom spet na interaktivnem zaslonu zapisala
torej z rokopisom Smart tabla. Recimo, današnji webinar se navezuje na Smart tablo. Obkrožim in se mi že tale zapisana beseda pojavi v tem kvadratku. Jo povežem z glavno ključno besedo in potem lahko jaz poljubno spreminjam pozicijo tega elementa. Potem lahko napišem program, spet obkrožim in spet se mi potem povežem ključno besedo, pojavi kjerkoli, potem lahko napišem tukaj Smart Notebook. Zdaj se mi je obkrožilo in spet povežem in tako naprej. Jaz lahko ta miselni vzorec zgradim, koliko pač imam prostora na svojem zaslonu, lahko tudi manjšam tele oblačke, poljubno predstavljam, koliko pač potrebujem prostora. In torej kot miselni vzorec ostane povezan. Torej, to je bilo orodje miselnih vzorcev, zdaj pa najzanimivejši del. Pri sami današnji predstavitvi pa so predloge didaktičnih iger, imenovane Smart Lab. To so predloge kvizov, iger razvrščanja, v katere vi vstavite svoje datoteke oziroma svoje vsebine. Stavite svoje sličice, svoja besedila in na enostaven način pripravite zelo privlačne igre za učence, ki jih lahko igrajo bodisi na interaktivnem zaslonu, lahko pa tudi na tablicah, računalnikih in telefonih. Zdaj na tej prosojnici zgoraj imam vsako izmed teh predlogov pisano. To si lahko seveda doma preberete, zdaj pa vam bom na hitro pokazala vsako izmed teh iger. Tukaj je igra razvrščanja, v katero sem jaz vstavila ime kategorij. Tukaj sem zapisala sadje, zelenjava in pa spodaj različne elemente, torej različno sadje in zelenjavo. In jih jaz že v ozadju pravilno razvrstila v kategorije, zdaj pa še jih morajo učenci. Torej, učenci jih lahko, če je tukaj en mobitelček, rešujejo tudi na telefonih, spet gredo na spletno stran hellosmart.com, ter povežejo z mojo identifikacijsko številko in pa začnejo igrati. Drugače pa lahko to rešujejo tudi na interaktivnem zaslonu. Mogoče je v redu, da vam to pokažem tudi, kako deluje na interaktivnem zaslonu. Bo mogoče vam lahko sicer pogledate še na kamero, ki je spodaj v majhnem okvirčku vidite. Torej, učenci razvrščajo sadje in zelenjavo pri tej igri v dve kategoriji. Tukaj bi lahko karkoli razvrščali, ne vem, lahko bi imeli samostalnike, pridevnike, potem bi lahko imeli, ne vem, države Afrike, države Azije. Tukaj lahko pustimo domišljiji svojo pot in se v bistvu marsikaj da izdelati. Enostavno igro. Zdaj, kako je igra sestavljena? Igra je sestavljena s pomočjo Smart Lab dejavnosti, ki jih najdemo tukaj zgoraj pod ikonico tale robotek Smart Lab. In pa igra je imenovana Povežite, oziroma, Povežite. In tukaj sem jaz opisala sadje, zelenjava. Vsak stolpec potem vpisovala, kaj spada pod sadje, recimo banana. In pa recimo tudi pod zelenjavo sem potem vpisovala recimo paradižnik, pa zelje. In ko sem jaz to vpisala, sem tukaj tudi ob strani označila, kdaj želim, da se preverjajo odgovori. Jaz sem v bistvu imela tole možnost takoj, lahko pa se preverjajo tudi ob pozivu. Dala sem naslednji in sem potem tukaj izbrala temo. In v bistvu s tem je igra že bila končana. Potem imamo eno drugo predlogo.
fill in the blanks oziroma izpolnite prazna manjkajoča polja. Tukaj pa lahko vstavite ali besedilo ali številke. Zdaj sem v tem primeru vstavila številke, kjer morajo učenci vstavljati manjkajoča števila. Zdaj bom jaz nekaj poskušala na hitro rešiti. Nekaj bom namenoma rešila narobe, da boste videli, kaj se zgodi, ko je naloga ni ustrezno rešena. Torej, jaz sem zdaj razvrstila vse te odgovore. Zdaj točno vidim, kateri so bili ustrezno rešeni in kateri napačni. In da lahko jaz tudi potem odgovore popravljam in preverjam sproti, kaj sem naredila napačno. Tudi to nalogo lahko učenci rešujejo na svojih napravah. Obenem pa lahko tudi uporabite te dodatne elemente igre, ki jih določene aktivnosti omogočajo. Recimo časovnik, da postavite časovno omejitev učencem, kako dolgo imajo na voljo časa, da določeno aktivnost rešijo, ali pa orodje za naključni izbor. Torej, vi imate vstavljen seznam učencev in potem, recimo to je zdaj moj seznam učencev, in potem jaz naključno izberem, kateri učenec bo prišel k tabli in rešil določeno nalogo. Zdaj recimo te učenke ni, pa mi izbiralec ta ponovno izbere učenca, ki bo tole rešil. Naslednja naloga je urejanje vrstnega reda. Tudi tukaj učenci razvrščajo recimo mesta od največjega do najmanjšega. Lahko pa vi vstavite svoje vsebine. Jaz sem tudi tukaj vstavila besedo največje mesto, najmanjše mesto. Lahko bi tukaj vi vstavili najvišje število, najnižje število. Potem bi lahko vstavili, ne vem, karkoli se uvršča od največjega oziroma v nekem vrstnem redu. Napačno in recimo tukaj sem imela nastavljeno, da se mi sproti preverjajo rešitve, mi kar vrže nazaj, če ni pravilno rešen. Enako kot prejšnji dve predlogi se tudi ta ima iste dodatne možnosti, torej da lahko učenci igrajo na mobitelih, tablicah, računalnikih in pa te zadeve, zvonci, naključni izbori in pa časovnik. Naslednja igra pa je v bistvu kviz, ki je namenjen igranju na interaktivnem zaslonu. Namenjen je za dve skupini, in sicer ali pa potem tudi dva posameznika skupini, ki ji zasveti tale kvadratek oziroma pravokotnik, zavrti kolo sreče in si izbere vprašanje, kjer ima na voljo recimo v tem primeru 4 odgovore. Če pravilno odgovori, dobi 100 točk. Potem je na vrsti druga skupina, ki ponovno zavrti kolo sreče. Tako, zdaj so dobili recimo jokerja, to pomeni, da bodo pri odgovarjanju na vprašanje lahko dobili tudi 200 točk, ker bodo dobili dvojno število točk. No, še enega jokerja smo dobili, 4-kratno število točk. Torej, za to vprašanje lahko dobim 4-kratno število točk, občina Evo in B, ta skupina dobila 400 točk. Tretja je na vrsti druga skupina, ki lahko, recimo tako, kot smo zdaj tukaj videli, v tem kolesu sreče lahko dobi dvojno število točk, če pride na tole. Če pride na zvezdo, dobi jokerja, da lahko en odgovor izniči, torej da en odgovor gre stran, tako kot recimo pri milijonarju. Ali pa, da si izbere vprašanje, če pride na tale vprašaj. Torej, spet odgovori, zdaj bom odgovorila napačno. Zdaj pa ima nasprotna ekipa možnost odgovarjanja za seveda manjše število točk. Evo, in zdaj dobijo 5 točke in igra se nadaljuje, dokler ne zmanjka vprašanj. To je vse odvisno, koliko vprašanj vi vstavite. Jaz sem jih kar nekaj vstavila očitno. In ko pridejo učenci za vprašanje do konca, zmaga tista skupina, ki je zbrala največ točk. Torej, to je bila aktivnost Game Show oziroma quiz.
Naslednja pa je v bistvu aktivnost, kjer učenci odkrivajo oznake in se recimo na tak način sami učijo o določenih delih celote. Tukaj sta recimo živalska in rastlinska celica, pa se učenci učijo dele oziroma razlike med živalsko in rastlinsko celico. Dejansko sem tukaj vstavila sliko živalske in rastlinske celice in pa določila dele teh dveh celic, jim pripisala imena in pa tudi dopisala opise teh delov. Enako bi lahko dali v sredino, recimo, če poučujete tuji jezik, sličico, recimo hiše, pa bi označevali določene dele hiše in pisali, recimo, ne vem, če uporabimo nemščino, Küche, Wohnzimmer in tako naprej, ne, recimo, ali pa tudi pohištvo, karkoli na sličici bi lahko označevali. Zdaj, tudi to je eden izmed kvizov, Monster kviz se imenuje, pri katerem je pomembno, pri katerem je potrebno, da učenci ga rešujejo na svojih napravah, potem pa se na zaslonu v bistvu vali iz jajca en taki pošast, in pa seveda potem zmaga skupina, ki najhitreje reši pravilno kviz, ki ste ga seveda pripravili s svojimi vsebinami. Tukaj v tem programu pa je spet na voljo aktivnost, če se mogoče spomnite iz začetka današnje predstavitve, Zakriči na ves glas, ki sem vam jo pokazala na interaktivnem zaslonu. Tukaj lahko enako učenci pošiljajo svoje odgovore v ta program iz svojih telefonov, tablic in pa tukaj lahko tudi vpišete, koliko lahko maksimalno en učenec pošlje svojih odgovorov. Zdaj, za razliko od Androida, torej od interaktivnega zaslona, lahko sem pošiljajo učenci tudi sličice. Torej, recimo, če bi šli s tablicami v naravo in bi učenci fotografirali, recimo različna drevesa, bi lahko potem tudi sem ne samo pošiljali tekst, ampak tudi sličice, v katerih bi vi lahko tudi seveda vpisali svoje komentarje. Potem imamo tudi predlogo recimo nekakšnih kart, dvostranskih kart, v katere sem jaz vstavila sličice zastav in pa ime držav. Torej lahko se učenci učijo, kateri državi pripada zastava, recimo Nemčija, Francija in tako naprej. In pa potem lahko tudi recimo v tem primeru lahko učenci razvrščajo, kaj spada recimo v Evropo in kaj ne in tako naprej. Potem pa imate tudi zraven v programski opremi orodje za formativno spremljanje, v katero vi v bistvu spet stavite svoja vprašanja, učenci na njih odgovarjajo, torej na tablicah, računalnikih ali telefonih. Vi pa na koncu dobite povratno informacijo, pa tudi vsak učenec dobi na koncu povratno informacijo, kako je rešil naloge, koliko je imel prav in tudi vi si lahko potem v Excelovo tabelo izvozite rešitve učencev in potem točno vidite za vsakega posameznega učenca, koliko odstotkov je dosegel, kaj je odgovoril na vprašanje. Če je to bilo pravilno, je obarvano zeleno, če pa je bilo recimo napačno, pa je obarvano rdeče. Torej, to je orodje za formativno spremljanje, Smart Response, ki ga najdete pod tole ikonico ocene. Zato sem vam zelo na hitro poskušala predstaviti, kajti to bi vam lahko še kakšno uro vsako igro posamično predstavljala in vam tudi kazala, kako kakšen kviz pripraviti, ampak nam že zmanjkuje časa, zato sem kar to pohitrila. Zdaj še vam bom pokazala sicer 2 spletna portala, ki vam lahko pomagajo pri poučevanju, in sicer na način, da si lahko iz spletnega portala prenesete gradiva in jih uporabite pri poučevanju na interaktivnem zaslonu. Torej, globalni, mednarodni spletni portal proizvajalca Smart, kjer si lahko vi prenesete vsa gradiva, ki so jih ustvarili učitelji po vsem svetu,
lahko pa si jih tudi vi naložite na ta program, na ta portal, pardon. Torej, to je spletni portal Smart Exchange. Imamo pa tudi v slovenščini spletni portal imenovan e-učitelj, ki ima na voljo tudi gradiva v slovenščini, torej več kot 150 gradiv je, kjer si lahko vi torej izberete razred gradiva in pa predmet, pa vam potem recimo likovna umetnost, pa vam potem poišče gradiva samo za predmet, ki ga poučujete. Vsako gradivo ima tudi kratek opis in pa avtorja, potem pa lahko enostavno gradivo prenesete in ga potem odprete v programski opremi, ki sem vam jo zdaj nazadnje opisovala. Na voljo pa imate tudi tukaj trike in nasvete za uporabo interaktivnega zaslona, torej tukaj sem vam na začetku kazala, imate tudi tukaj navodila, kako očistiti interaktivni zaslon, potem imate recimo prvi vklop interaktivnega zaslona in tako naprej. Tu imate dejansko uporabo Smart Notebook Playera, to je digitalna bela tabla, ki sem vam jo kazala na začetku, potem imate priročnik za uporabo interaktivnega zaslona, to je točno za ta zaslon, na katerem sem vam prikazala uporabo. Potem pa imate tudi navodila tukaj za uporabo programske opreme Smart Notebook, ki sem vam jo kazala zdaj na koncu. Torej, recimo za začetek, ko boste prenašali programsko opremo, imate tukaj navodila, kako namestiti programsko opremo in pa potem nadaljnjo uporabo, kako uporabiti orodje za formativno spremljanje, kako uporabiti snemalnik in tako naprej. Teh navodil je zelo veliko. Tukaj imate tudi, če ob strani izberete Smart Lab, to so didaktične igre, ki sem vam zdaj na koncu kazala, imamo za vsako didaktično igro posebej predstavljena navodila, torej korak za korakom, kako določeno igro oziroma kviz pripraviti. Poleg teh trikov in nasvetov pa imamo na voljo tudi video vodiče, v katerih vam tudi korak za korakom kažemo, kako pripraviti določeno igro oziroma kviz oziroma vse, kar je v programski opremi Smart Notebook in za interaktivne zaslone Smart. Na voljo pa imamo tudi novice, v katerih sproti predstavljamo najnovejše novice na področju interaktivnih zaslonov Smart in pa tudi pripadajoče programske opreme. To je med novicami, imamo pa tudi zelo zanimivo kategorijo, torej najpogosteje odgovorjena oziroma postavljena vprašanja, kjer lahko na hitro dobite torej odgovor, če vas kaj zanima, si poiščete. Če pa seveda tukaj ne najdete, pa nam lahko kadarkoli napišete tukaj s pomočjo kontakta, ali pa, kot sem že prej omenila, lahko pišete na moj naslov, s katerega sem vam že danes pošiljala povabilo na webinar, ali pa na e-poštni naslov podpora@iučitelj.si in vam bomo z veseljem odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, če jih boste seveda imeli. V bistvu to je za danes na kratko vse. Zdaj, če vas kaj zanima, če ste že zaslon uporabljali in imate kakšna vprašanja, vas vabim, da v klepet postavite vprašanja ali pa, tako sem že rekla, si prižgete mikrofon in me kar vprašate, pa vam seveda z veseljem odgovorim na vaše vprašanje. Pustila bom kakšno minuto, da se odločite, če še boste kaj vprašali. Lahko zapišete v klepet, če pa ne, pa lahko meni tudi pošljete vprašanje na mail, pa bomo individualno reševali vaše težave oziroma vprašanje. Če pa nimate vprašanj, prižgala kamero in se vrnila k interaktivnemu zaslonu.
Da se vam še enkrat zahvalim za vso izkazano pozornost danes na današnjem webinarju in se vam na tem mestu tudi od vas poslovila. Hvala za vso pozornost in lep pozdrav.